Pišite Anžetu, jaz ne vem, kdo je Michael Dudikoff in Anže vam bo vrnil vso vašo podporo za 2 leti nazaj. Ne vračam podpore, še vzel vam bom, če ne veste, kdo je Michael Dudikoff. Vojno vam bomo računali, za nazaj bomo trgali vse. Dobili boste položnico. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ko se zakopljamo v zgodovino in beremo zgodovinske knjige, vidimo, da obstaja težava, ki muči že nešteto generacij, ki se je začela že tam nekje v 7. stoletju, ko so ustoličevali prve karantanske kneze in je karantanski knez rekel, kako pa bomo proslavili mi tale moje ustoličenje, ne? In rekel, dajmo si pogledati zdajle eno serijo, 6 filmov, dajmo pogledati Jurassic Park, Jurassic World, vseh 6 filmov ali 5, kolikor jih je, ne? In potem bomo jaz tukaj in moji kosezi bomo posneli podcast o tem, ne? In pogledajo prvi del, pogledajo drugi del in ko želijo gledati tretjega, ta serija izgine iz lokalno dostopnih pretočnikov. Ja, to je res tako, isto je bilo. Hitri drzni so pol nazaj prišli, ker smo midva vse posnela, so rekli, bum. Ja, moramo dati nazaj zaradi glav. Ne vem, kaj je to. Mislim, datum je, mojca je meni rekel, a mogoče vidijo, da ful ljudje gledajo, pa rečejo, ne bojo. Ampak ne, pač polletje je bilo, ne, pač dejansko je bil zdaj zadnji junij in je verjetno so pač dol skinili, ker ni bilo. In dejansko pač, kje smo gledali, na Disneyju, ne? Ali na Showtimeu? Mislim, da bo Showtime. No, v glavnem. Enka je na Primeu. Ja. Sem jo najdel in kaj bo pa ta zvok? To so vsi slišali? Ne, to so sami dva slišali, ti bom povedal. Ti si zdaj ta producent, ti si zdaj uno, ker rečeš, jaz imam tle soundboard in dajmo. Ljudje, a vidite, kam grejo vaši denarji? Vaši denarji grejo v to, da mene Tomo moti med snemanjem. Ne, ti pa lahko povem. Zdaj, ko se je Google Podcast ukinil, počasi, sem mogel dati vse RSS-je, se pravi, in od glav, in od... To, kar moram jaz za danes praznuje še narediti, mi moraš še pokazati. Sem jih dal pač na YouTube, tako da zdaj vsakeč, ko midva objavlja glave, tudi audio se naredi na YouTube, tako kar weird, video, statično sliko glav tega logotipa in je pač audio in zdaj, če klep pogledam glave, recimo Črna luknja ima 158 ogledov na YouTubeu, kar pomeni, da dejansko nekdo gleda. Ampak zakaj si pa ti zvok, ki si ga prej slišal? Obstaja pa epizoda, bom prav pogledal, iz leta, se pravi iz leta, iz 30. aprila 2020. Se pravi, to je zdaj že konkretno 4 leta. Tomo gleda Potterja, kakšen? Mislim, da je Fantastic Beasts, čeprav vidim. Ja. No, in je na 37 minuti in 20 sekundah, to je pa komentar Niksica, na YouTubeu je komentar. In je pač piše, poslušam v letu 2024 in se smejim in si mislim, oh my god, kaki cajti so bili to smajli. In potem sem jaz kliknil, ker je prijazno človek dal ta timestamp, in sem kliknil gor in ti rečeš, ko ljudje poslušajo to leta 2024, kaj si bojo mislili. Tako da kar okej, no. Tako da vsake dok cajta, kakšen komentar, jaz ne vem, kdo točno to posluša, čeprav zdaj, kaj je YouTube Music, najbrž se bojo tudi kakšni ogledi začeli nabirati, bomo videli, no. Tako da če ne veste, to je vse na mojem kanalu, se pravi, kanal je Anže Tomic. Ja, ne da bi men dal tudi glave gora, ne, ampak pač... Ne moraš sam na enega, pa na svojega, pač nisem vedel, kaj narediti. Koliko pa imaš ti naročnikov? Jaz imam 1480 naročnikov. Moj bog. Koliko jih imaš pa ti? Meni se 16 mesec, čakaj, grem prav gledati, To bo zdaj žalosten. To bo zdaj nek žalosten podatek v to. Itak ga moram čak še preklo. 286. Šok sem iz YouTube, okarjamo. No, v glavnem vsakem primeru, hvala, kako je, da ne bom Niksica piše, tako je, yes. Danes, tako je Pižanc rekel, gledava tretji del
vrnitev v prihodnost. Ampak najprej se bomo vrnila na admin zadeve, ki jih še nismo povedali. Sploh, ja, to ne bi bilo slab, mogoče. Ja. Okay, čak, da naštimam DeLoreana. In smo na 88 miljah na uro in gremo. Ja, zdaj tisti, ki podpirate, če bi to radi postali, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri. Že veste, da bojo tudi glave v živo septembra. Gostja bo Hanna Stupica. Krajcer in Goldinari ste že dobili mail, čeprav to ni naš event, sem rekel, bomo vsem poslal ljudem vnaprej, ker pač to grad organizira, mi smo bolj gostje tam, ampak vseeno. Tako da pridite, bova dala v zapiske povezavo, sicer pa aparatus.si pošiljnica podpri, zaradi vseh, ki ste tam že poklikali ta podcast in vse, kar delamo, sploh obstaja, sicer ne bi več, tako da hvala. Pa pridite v Discord, kanal Glave, kjer na zadnje, ko smo govorili o tretji epizodi druge sezone Zmajev, je bilo največ komentarjev na stole. In smo ugotovili, da so ergoles. Jaz sem mislil, nisem bil čist ziher. Okay. Sam je tudi popravil, da to ni čisto slovenska firma, da so od drugot uvažajo in potem tukaj sestavljajo. Tako. Delno slovensko znanje je. Ne? Če je drugega par pridnih rok, kaj je bolj slovenskega kot par delovnih pridnih rok? A veš kaj? Ti raj povej, kje sediš zdaj le. Jaz sedim zdaj na tem svojem starem, ker zdaj vidim, ne, zakaj sem ga jaz takrat tomu tu dal, ker sicer udoben je še zmer, ampak teli iz gume, iz pene, ročaji so se pač že čisti. Zdaj vsakič, ko podrsam, kaj bi sedel na železnem prestolu na nek način. Ne, tukaj, ampak tam je samo en pipac je tam prstran, ne, in vsake tok časa se malo porajam, tako da imam zdaj že lepo levo podlaket zelo rdečo, kot bi se sprehodil skozi koprive. No, jaz pa še enkrat hvala za ta stol, ker zdaj pomeni, da imam 3 stole kle, ne, tako da če nas je več, lahko kaj snemamo. V aparatus World Headquarters, kjer, kot so rekli z Godlerjem na zadnje, to je le eno odstropje World Headquartersa, štuk višje je še marketing in pa potem še računovodstvo in vse ostalo. In pa seveda 7 štukov nižje, posebej globoko je pa še vedno čumnata, kjer sedi sužen strokovnjak, ki mu že 4 leta nismo dali za jesti, tako da ne vemo, kaj je z njim. Nobeno, če je dal pogledati. Vsake tok cajta se sliši. Tako. Ne upamo, da je dal pogledati, čisto pravico. Zdaj ne vemo, ali pač umrl in je duh ali pač sam Cypress Hill posluša. Stare reference. Če to poslušaš leta 2030, tako da kaj, Niksica, komentiraj. Zdaj pa greva nazaj v prihodnost. Trojka. Jaz vam kar tako na začetku rekel, izjemen film. Meni tudi? Izjemen film. Imam dve stvari, ki bi jo mogoče na začetku rad predebatiral s tabo. No, povej. Prva je tista, ki ni toliko moteča. Marty čez noč postane veščja hač. Pa dobro, mene to je ta kalifornijski folk, pa to, jaz bi rekel. Ker tam, ko odrašča on sredi 80-ih, tam vsak dan, stopi na svoj skate in se odpelje na lokalni ranč in potem 4 ure vadi skakanje na konje in s konjev. Dok štekaš, dok je bil že nekaj časa zdaj tam. Je imel že čas, da se je updateal. Mogoče res, ja. Druga stvar, taka mal. To pa zdaj spet neke logičnosti, no daj povej. Ja, ker rabta benzin. Za? Avto. Ja. En DeLorean je skrit v rudniku že. A je? Ja, zato ker on ga je skril že in je pa poslal pismo predvsem. Ja, ampak ista stvar je ampak že... je ful bolj zanimiv, pač če pozabimo, da DeLorean obstaja. Ja. Čeprav, a un ima benzin? Ja, seveda, ker je on, ki se je usedel dva. Ja, to je un že, ki leti, ne? Veš, un lahko da nima benzina, v katerega se on used... A je to isti? Ne, ni. Kjer DeLorean je zdaj to? Ja. Je to zdaj un... Ne, ampak on pravi, da itak za pogon je še zmer benzin. Je še zmer motor na notranje izgorevanje, reče. Ja, zato, ker je v nje... mogoče, ker se peleš, še vedno uporabljaš mašino, pa ostalo je pa... To je samo nekaj, da vas bo glodalo vmes. In pa tretja... No, dej, kaj si še hotel povedati. In pa tretja stvar. Ja. Veš, kaj imaš familijo? Ja. Ne, pa so si pa ljudje podobni, ne? Ja.
Ampak tukaj imaš feeling, da McFly nimajo družinskega drevesa. Ampak je bolj deblo. Deblo, zato ker zmeri ista ženska uleti, kjerkoli v času si, uleti ista ženska. Ja. Ne, čeprav, a vidiš, jaz bi tako rekel, ne da uleti ista ženska, ampak to moraš tako razumeti, da una, ki je ta prva bila, je dala vse te gene. Ampak ne veš, kje je bila ta prva, ker tehnično gledano je ta prva. Ta je ta prva, ki je prenesla od mame gene. Ja. Recimo, ne? A ja, sem ne, ker je fotor. Ja, vidim, kaj misliš. Ne zdrži. Ne. Ne zdrži, okay, razumem. Ja. To? Okay, fair point. Je pa tudi to vlogo Seamusa naj bi igral Crispin Glover, je bil mišljen, ker so dvojko pa trojko skupaj snemali. Ampak se mi zdi, da pa čist lušno tole odpele. Meni se zdi v bistvu boljš, glede na dvojko, kjer je Marty bil starejši Marty, da imaš kle še starejšega Marty, meni to čisto smeš, mislim, starejšega v smislu, ki je na kontinuumu je, ne. Ampak, škaj moram reči, da te filmi so res, tako, zakaj so meni še vedno tako fajn, ker ta začetna scena, ki je tukaj, ne, kjer je Doc, ki se ponovi v bistvu iz dvojke in že Marty glih gre iz prvega filma, pride Marty iz drugega filma, se Docu nesvest, ne, in se pol tam zbudi. Tako noro je, ta vozlišče je res, se mi zdi, da tako elan da tem filmom, pa toliko enega vetra že na začetku jadra, da v bistvu so pol upravičijo vse ta elan, ampak to je toliko dobra fora je še vedno, da se vse tam dogaja že spet na eni ulici. Zraven tistega clock towerja, ki ga zdaj gradijo, kar se mi zdi genialno, reče ponavadi Pižamc, da je to okoli tega. Se mi zdi, da ta film je šel najbrž za nalaž, jaz mislim, da je bilo to kar premišljeno, bolj v šablono enke. Na začetku sta ona dva slika stvari, zato da nagrobnik lahko slika, tako kot je v enki v bistvu snema, da lahko mu pove, tako v bistvu bolj podobna mehanika je in zapleta in vsega je v trojki, kot je bilo v dvojki odmik od enke, recimo, ne. Kar je meni, mislim, in je zaradi tega tudi malo tako, je malo udobno zaradi tega, ampak zato, ker se gre pa v dejansko preteklost, je pa že spet čist neki novega. Ne? Ja. Poleg tega imamo v trojki noter, imamo, to je tudi Gailey rekel, scenarist je rekel, da se mu zdel, da vse, kar se je dal z McFlyovo familijo narediti, da so že v dvojki naredili in se tukaj osredotoča na doktorja, kar je tudi super. Meni je to the best, da ga vidimo, se pravi, da ni spet ta družina, pa kaj bo, ampak tukaj imamo Doca, spremljamo njega in spet je, kako so čist vse stvari, ki so postavljene tam, so postavljene zato, da bojo pol čez pol ure, čez 1 uro. Tudi nekaj, kar se zdi od tega... se pravi, kar reče, jaz sem pa bral Žila Verna, in pride potem naprej do tega, ki je v preteklosti ta moj pes je Kopernikus, in pa krater gor na Luni. Vse spet je tako totalno tight narejeno. Pa, a ni zanimiv, da marsikater modern film z veliko večjim budžetom ne premore tega. Ne? Jaz razumem, da je pol obstaja ta nek postmodernizem, sploh ta 90, ki so vsi hoteli rekonstruirati vse, ali še pa vse ogridi, ampak čista nek sosledje, logično sosledje, pa nekako, kakor je to ekspozicija take stvari, še vedno je včasih kot po 5-10 minut vmes, naprej moraš ti že spet dojeti, da se je to zgodilo. Ne? In se mi zdi, da včasih bi marsikateri hollywoodski film, sploh takole blockbusteri, kar so Back to the Future absolutno bili, bi veliko pridobili, če bi šli na neko to bolj preprosto strukturo, kjer je samo tole zaradi tistega, pa vmes je zabaven. Pa je bilo večinoma pa zdaj dobimo ful enega CGI krep spektakla, pa vmes take zgodbe, da prosim, to je Shakespeare v Marvelovem vesolju, lepo prosim. Tako, ali pa Transformersi, ali pa Battleship. Zdaj slišal sem izjemne stvari, meni je v Discordu napisal nekje, mogoče zelo probaro, da se splača gledati ta nov film Atlas od Jennifer Lopez, ampak da ga daš na japonščino, da je pol... Kar se strinja, ker je
bolj, ko gledava te starejše filme, ta dobre, recimo, ne, vidiš, kakšen šrot se zdaj dela za veliko večje denarje. Ja. In ni na ključje, da tudi pri Marvelu, recimo, ni na ključje, da je Iron Man, ki ga je Favreau delal, da je tok čislan proti. Nazadnje, ne vem, ko sem gledal nekega tega Strangea, ki mi je Benedict Cumberbatch, razumeš, mi je kul, cool, pa sem ti zgledal, pa mi je tako, jaz to ne morem več. Meni je bil sicer ta Spider-Man, ki je tudi Cumberbatch noter. To sploh gledal nisem, Spider-Mana sem čisto upal. Je tako, pa je imel nekaj, ampak Spider-Mana moraš gledati risanke. Ja, ti sem pa slišal, da je super. To sta pa obe. Prvič zgodbovno, pa animacija zmaga. Animacija je pa taka, ker je pač ni ta klasična, Pixar, Disney, DreamWorks animacija, ampak se in se tudi poigrava potem z nekih stiliziranih stvari zelo. Če bi rekel, veš, mogoče na sker od teh res mainstream risak, dobro, pa sej ta je tudi mainstream. Ampak recimo, veš, veliko bolj v tem se mi zdi, da je tudi ta Spider-Man pomagal. Malo mogoče, da smo dobili pa ta In Mitchells vs. The Machines, a to si gledal? Ne, to si ful pohvalil. To je na Netflixu, to pa če imate mularijo najstnike, pa malo mlajši, dajte pogledat. Pa ta zadnji Ninja Turtles. So v redu. Cool je. Jaz preveč nostalgije, da si nočem kvariti. Jaz nimam toliko nostalgije, ker jih nisem. Jaz sem to non-stop gledal. Ampak, tako da, veš, jaz nimam za primerjati tega, s tem, ampak spet grejo v ta mal odmaknen slog, vizualno, pa tudi zgodobovno, mislim, je čist slušno, pa seveda to, kar je pač memblo totalno, pač full boom bapa iz 90-ih noter. A veš, imaš Anti-Up od MOP-a, imaš Rakima noter, take stvari. A Vanilla Ice je, pižam. Če ni Vanilla Ice-a, me ne zanima, ker Vanilla Ice je sinonim za izjemno glasbo v filmih z Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, pa seveda, se pravi, pa Cool as Ice, ne, film. Pa ker sva ravno še ena obletnica, se pravi, danes midva to snemava na dan, ko se je rodil Tom Cruise v onem filmu. Bom pustil noter, pižam. To pa ni za starejše občane, ampak za občane onkraj groba. Tako, za ljudi, ki so Cocoon gledali, ko so bili mladi. V glavnem, včeraj je bilo 39 let od premiere prvega dela. Back to the Future. Back to the Future. To sa vedla, pižam, to bi mogel prodati, kada mi dva veva te stvari. Jaz sem vedel. Zdaj se vidi, kdo je pripravljen, kdo pa klika po YouTubeu pa bere komentarje. Če bi bil komentar, školiko malo drugače ta epizoda, ki je ta Niksica sklepam, da komentirala, da nam sedamo gledamo. Ampak, važno je, da tisti, ki poslušajo, da so to kakovostni. Dajte kakšne komentarje stisnite pod YouTube. So naštimani, mislim, da tako, da kakšne moram pregledati, ne vem, ko sem tam nastavil, se mi res ne daš s tem ukvarjati. Ampak če boste komentirali, bova kdaj kaj omenila. Sploh kakšne prastare epizode. To je še, dajte kakšnega tega. Pa meni je še zdaj dobro, ker res tako kdaj ljudje pripravijo, ta Tomo gleda Potterja, to je pa pomagal takrat. Ja. Tudi nama je. Ne samo vam, to je dejstvo. Kje smo mi dopre? Kje smo? Ne, jaz bi glede na to, da je to tak blockbuster, pa da se je vedel, pa da zdaj so imeli že denara, je pa v resnici tako produkcijsko, pa še vedno relativno omejena zadeva. Ja. Tako zelo nobenih večjih presenečenj, mislim, nič se ni razširil ta svet. Zmeraj je ta dolinca, to mestece, tudi všeč mi je ta fora tistega drive-ina na začetku, ko gre Marty v preteklost, ko mu reče, sej tam ne bo teh Indijancev, na konjih. Veš, da bojo. Ampak tam bi bil, ampak tam bi bil razočaran, če jih ne bi bilo pol. Ja, to je res. Ne, pa še tako, zelo mi je všeč ona priročna jama, ki jo najde tam sredi, da lahko avto parkira. Ampak predvsem pa tako, zelo zanimivo mi je gledati te filme, ki si še vedno vzamejo čas za to razlago začetno. Se pravi, vidiš v bistvu sceno iz prejšnjega filma, sta predoku doma, slikata na grobnik, o moj bog, kaj pa to, grem ga rešiti, vidim, da je umrl, zdaj pa pejva, gresta,
Ja, da traja, ampak moram reči, da me nič ni motil. Pa sem jih zdaj v kosu gledala, ni bilo vmes en let, ne, ali 2 let skoraj. Ne, pol leta je bilo tle, mislim. Da prav zahtevo med dvojko pa trojko so zahtevali, da ne bi ljudje. Ampak pa me nič ni motil, da se malo sedaš v film, pa da se počasi začne dogajati, pa je akcija, hitra akcija, pa vse te scene, že spet se zbudijo, mama, I had a dream, ne, tiste super. Pa kamor greš, ni cest. Ne, tih ne bo pravil, tam jih ni. To je tudi dosta ok. Pa naš prijatelj Larry Strong, ne, se iz Majeve hiše tlele se pojavi. Kva? Ja, v vlogi medveda. Škorni, njam. Pa ful je dobra fora, da tako se mi zdi, ker je bil oblečen v to opravo, sem rekel, moj bog, to bo šala, ne, to ni mišljen, da je on zdaj, da je tako zgledal, ne, divji zahod in pa se vsi norca z njega delajo za te obleke. Pa mokasink. Ampak tako, pa dobra fora je tudi že spet, ko pride v mesto, ne, ki je vse novo, in jaz sem malo pozabil, kako so Bifa, ne, pač Tenerja, kako so ga pofurali kot zlikovca, in moram reči, da mogoče najboljša verzija. Se strinjam. Najboljša verzija. Uživa v tej vlogi, vicejo. Mislim, da je on rekel, igralec, da se je zgledoval po Liberty Valance, iz Who Shot Liberty Valance. Ampak ne, tako prav, ga tudi ne prepoznaš direkt. Mislim, tako, ker je umazan, brada, vse in je genialno. Mislim, ta vloga je tle noter. Se zelo strinjam. Jaz sem najbolj navdušen bil res nad Bifovim. V bistvu. Pa spet je ta nek moment. Prej se je to dogajalo v Unmu, no, ni bil glih, taj nek soda shop, diner, karkoli je bilo, ne. Zdaj je to valjda salon, ne. Pa škam je top, ker sem zdaj, ker sem gledal, če niste gledali na Netflixu, ta The Ballad of Buster Scruggs, ki je Coen Brothers. Tega moram še enkrat. To je dobro, tako vinjete so, vse so dobre, 200 pa ekstra, no. Ampak je tako kar mal ta salon scena, ne, je zelo kompetentna, zelo žanrsko se mi zdi, ampak nič cenej, glede na to, da gre za time travel movie. Zelo resno, vse te, zdaj bi mogel reči, searchers, ne vem, kva bi mogel dati kot referenco, ne, ampak zelo kompetentno. Tudi te trije, ki komentirajo, ki jih vidimo tam, ki se skozi oglašajo, to so ljudje, ki so odigrali ful nekih teh vlog v westernih. Okay. Tako da dejansko to je še ena taka, ne, oni so pač, če si ti gledal filme, Smaj mogoče že je dojel, ja. Mislim, pa zelo zanimiv mi je ta moment, ker ta vedno iskanje v teh filmih. Zdaj, Marti pride v preteklost, zdaj moram pa najti doka, ne. Koliko tako prijem nazaj, klesam, živijo, kaj je zdaj, a veš ni? Mora se malo potruditi, no, ta del je zelo... Seveda, da Tennant pride noter, a ne bi prijake, McFly, pa kaj, jaz nisem. Pa Moonwalk. Calvin Klein je vrhunsko. Clint Eastwood je pa genius. To je pa... A veš, kaj še bolj genius? Da je Back to the Future, se pravi enka, iz prvega mesta box office, se pravi prodaj lestvic, izdrinila en film od Clinta Eastwooda, ki in iz tega filma so oni uporabili neko scenografijo pa za ta film. Res, wow, lepa, ok, top. To je, pa mogoče, no in imamo ta Winslow, kaj je iz Policijske akademije, je kao delal zvočne učinke za ta ples, ne? Pa tle tudi super s tem pljuvalnikom, ki ga že nakaže, enega, ki te spomnejo, ki pljune, to, da vidiš. Čekal pljuvalnik, absolutno. In ne, pa že spet te malo spomne na uno, Manure, ki smo ga gledali že v prejšnjih filmih, ne? In za katerega upamo, da bo prišel tudi v tem. Tako. Boje pa, ko pa najde doka, ne, pač ga najde v bistvu tako, da ga Tener hoče že fentati. Kar se mi tudi zdi kul, ker so kar high stakes, ker bo umrl in ta snajperka, ki si jo je pa dok sestavil, je pa ena najboljših stvari. Misliš, da je dobiš v Fortniteu? 100%. Mislim, klik to sem hotel reči. Koliko pušk je ta stvar inspirirala, to je ena stvar. In druga stvar, jaz sem se, tako, nam rekel, da nisem pričakoval tega, ko sem me pa videl, sem se pa spomnil, ker sem bil star po mojem 12, ker sem to gledal, jaz nekdaj sem to gledal, sem se pa spomnil tega in prav puške pač preveč dober. Jaz sem se tukaj spomnil, če sem trojko gledal kdaj.
Jaz sem absolutno. Otrok družine z videorekorderjem. Ja, tako. Videorekorderji forever. Pa še zidrije. Pa še ta moment je, da ko se najdeta, je že spet to, kar sem prej rekel, ta slika na grobnika, pa to, kako hitro ga prepriča, da ne, ti boš umrl in to kmalu boš umrl. Je pa res, da se mi zdi, da je prvič tako narejeno, da mu dajo več dni na voljo, da več stvari zasedje, ni več take previdnosti, ki bi bila. Tudi pol res smo se to lahko rečeva, ker to klaro rešita. Tehnično gledano, to je kar velika reč, ker ona bi načeloma mogla tam umreti. In ne umre. In je zelo začnejo s temi paradoksi, malo tako z levo roko. Čeprav ne, ampak gled, če ona dva, jaz pa to tako šteko, če ona dva potem na koncu, sej tako vemo, kaj se zdi, če ona dva odpotujeta pa v prihodnost, nista več tam. Ni neki tazga. Se pravi, tle je tudi super ta, se pravi, kar reče, če sta bom prunkajo rešila, da sploh to še prej se pogovarjate, jaz se ne morem zaljubiti na prvi pogled, kdo je ta klar, jaz sem človek znanosti, pa ta, prav problek se, kdo ti je te cune zrihtal? Ti? Pa najjačji hladilnik ever. To pa že spet gledaš, kaj bo. Pa na callback na enko, na ti zajtrk, veš, tako že spet nek ta Rube Goldberg mašin. Čeprav ne ta Rube Goldberg je pal kasneje, ko se zbudi. Ampak spet ima to. Ta film non-stop se nekaj dogaja. Jaz moram reči, da sem ekstra, tako prav, že spet sem različen, ker se mi zdi, da dvojka, ne da je slab film, ampak to ni ta prav, to sem pol tako razmišljal. Dvojki je preveč darkje za to franšizo. Se mi zdi, da so šli... Če bi bila dvojka in trojka skup, da ti to temačnost potem takoj vam potegne. Tam je pa res, uno je tak zelo, moj bog, film. Ampak čeprav bog ve, mogoče pa pol trojka ne bi toliko na kuli spadla, če bi bilo, to je zanimivo, ampak zdaj, ko gledaš, koliko težko je v resnici res trilogija narediti, dobra trilogija narediti, tekle je res malo narobe. Jaz še zmer sem žalosten, da nismo dobili Poletja v školki 3. To je dejstvo, tam bi se to mogel absolutno zgoditi. Tam bi vedi breakdanceov. Imam pa eno šalo, enkrat sem v teh slekih, ki sem z Američani, smo se nekaj pogovarjali o računalnikih v filmih in sem rekel, vi sploh ne veste, kaj smo mi imeli, ker sem tam edini Jugoslovan, bom tako rekel. Edini vzhodnoevropejec, v bistvu, v teh slekih. In sem tako objavil ta posnetek, te Iskra, Triglava, ali kaj je že bil ta računalnik. Je res lep računalnik, v muzeju ga ima računalnik v Ljubljani. Res super lep računalnik. In sem ga dal, sem rekel, to je pa neki tak najstniški rom-com, uporablja računalnike, punca se zaljubi vanga, tako sem to prodal, ta John Siracusa sem rekel, The Everlasting, tako zdaj ga parafraziram, da neka večne sanje nerdov, da bojo z računalniki rešili svet in dobili punca. Dokler ni on to rekel, nikoli nisem razmišljal o Poletju v školki na ta način. Ampak je to dosti res, ker je tisti računalnik kar osreden lik, dokler vemo, kaj se zgodi, tisti motocross. Je tudi ta Iskra Delta, model bil, mislim, da je Delta bil. A ni Triglav bil? A je bil pa Triglav. Mislim, Delta smo imeli mi v šoli. Ta je unta fancy. Ta je bil, ki je tako res škatla, pa res noro narejen komp, tako tudi tipkovnica je epska. Vidva, kad smo z Matejem delala, mislim, da dejansko že ta druga zgodba Šnofjeve druščine in so bili neki roboti in je bil pa nek robot, ki je mal gliča na trenutke in sem mu dala ime, je bil pač Delta 84. Edin prav. Od takrat naprej so vsi moji telefoni Delta 84. A res, top. Zakaj sem to govorila? Pa še ena stvar, predoko, ki se je meni tako zelo dopadla, zelo paše v tisti čas. Zelo paše pač v western, v uno obdobje, pač tako, valjda kovacem, delam stvari. Tudi se mi zdi super pol ta zaplet, ker mu je tenor njemu dolžen, tenor trdi, da je on njemu dolžen, ker je tam neki odpadl ta podkev s konja, tako da je tudi to je nek ta resen zaplet. Pa lahko zdaj skočimo na to romanco, to, kar si prej omenil. To se mi zdi, to sem hotel reči, da je v bistvu
hvala Bogu, se res niso z Martijem obadali. No? Tako bi si rekel. Tam imaš zraven mal, tudi super kafotor, čutil sem, da moram priti sem, da me prihodnost kliče. Ampak še neki doku, jaz v tem filmu, ki ga kaže od blizu, pa ta pogled, pa kako ima okoli oči vse te neke podočnjake. Andrej Rozman Roza. Ja, vem, kaj misliš. Tudi ta pogled malo tako. Ja, okay. Mečken maničnosti noter, ta pozitivne. Se strinjam. No, ampak zdaj plan, to so že prej malo imeli. Ta bencin, viski tudi ne gre. Ampak super je pa že spet te razlage, to, kar v teh filmih jim res dam, mislim, kapo dol, res dobesedno, zato ker so res razložijo vse te ali paradokse, ali kaj se dogaja na način, ki ga razumeš, ne podcenjevalno, ne. Se mi zdi, da res lahko vsak razume. Že spet je maketa narejena, kar se mi zelo dopade. Pa potem ta scena, ki gre sta unga sprašovati, kaj vlak, kako hitro gre ta vlak. Tako, sem bil že na 70 ali 50 ali nekaj takega, reče, pa Marti, gre lahko, 90. Če je bilo dosti ravno, pa brez klanca, pa brez vagonov, mogoče po na 2. Pa najmočnejši ogenj, kot peku. Pa, kar se mi na to prija, to lahko zdaj povem, ful dobra vola mi je ta, da tiste bombe, bova rekla, noter v vlak, ki so barvno obarvane. Ker je kao dim pol, ne? Ja, dim, v kateri fazi smo, kako hitro gre. Netivo, to je netivo. Netivo, imaš prav. To in pol je še ta, da valjda je na koncu most, ki ga tukaj ni, ampak tako že spet, veš, kot Indijanci, potem pa bo, v prihodnosti, in se mi tudi zdi pač dosti super, pa to, kar sem prej rekel, potem je pa ta ples in vse, kar ta pomembne stvari se pa v resnici zgodijo, že spet, ko se dela ta ura, ki je bila uničena v drugem in prvem filmu in bila edini dober resen razlog, zakaj se lahko pride v prvem filmu nazaj. Goddammit, ko mi sem spelal tole. Mogoče preden, da še to reševanje sam, ne? Mogoče, kakler rešta. In se mi zdi tudi, da mogoče o igralki samo. To je, ona je drugačna, da je to njen dosežek, ampak ona je žena Teda Densna. Mary Steenburgen. Tako, in zakaj to vem? Zato, ker pač v Curb Your Enthusiasm ona dva skupaj nastopata na začetku in sta preveč fajn. Tako preveč ta dober par. Tudi v Good Placeu na koncu se ona pojavi kot učiteljica kitare, mislim, da pač ali nekaj, kaj je on prav. Ona je super igralka. Super igralka. Je bila pa ona že prej, prav nosov hotel za ta film, ker je ona igrala že s Christopherjem Lloydom v enem drugem westernu. To je bila njena prva vloga, in sicer Going South, film iz leta 78, ki ga je režiral in v katerem je glavno vlogo igral Jack Nicholson. A res, ali kaj? Kako Going South? A je dober film to? Zdaj tle ima 6,2, v glavnem pač neko mesto je, kjer je pa Jack Nicholson je obtožen, ali celo morilca, tatije, in ga bojo pač obesili, ampak ker je to po državljanski vojni in ker manjka moških, pač imajo to, da če se hoče kdo poročiti z obsojencem, mu rešijo življenje. Okay. Ampak ona prav, jaz bi se poročila z njim, ampak on pa pogruda, pač, da ona ga ima za delovno silo za ston. In so noter tako fulih je, in je John Belushi je noter. Vidim, Danny DeVito, tako se prav rekel, bi poiskal mogoče ta film, pa ga pogledal, ker zna biti tako, res neki pretegnjeno, sploh glede na te, je pa boj, da bil Belushi pa Nicholson, da sta se čistne. Pač, da se tepla najbrž. Več Belushi ima svoj muh, je pa to prvi film, ki ga je Belushi posnel potem, ko je postal SNL-ovc. Ne, to nisem, sploh nisem poznal tega filma, pravic povem. Zato, ker bereš samo komentarje na YouTube. Tako. Trivije na IMDb-ju. Ne, sam Steenburgen je tudi tle nora. To je dobra, da vsaka scena je njena v bistvu, tako da ona je res preveč fajn. In seveda prenese tiste teleskope, bi lahko popravili. Pa imamo to otvoritev ure, kjer je fotograf Goran Završnik.
Anino, isti Goran je bil. Ne vem, nisem sicer gledal, koliko je imel dolge hlače, ampak to je pač legendarni impro pripovedovalec, ulični gledališčnik iz Kamnika. Bodimo iskreni, član najboljšega dua v Sloveniji. Ja, dua. Vroča župa. Tako je, on pa Riki. Če niste vroče župe videli živo, jaz ne vem, če obstaja boljši nastop in to pižam zraven mene, sedi pa sva kolega, pa si upam reči, da je vroča župa najboljša stvar v Sloveniji. Jaz bom to podpisal. No, ja, jaz bom to podpisal. Več reklame že ne moram narediti, ampak pejte jih daj gledati. Ja. Tudi če nimate otrok, jaz tako rekel. Ja. Tudi če nimaš, to je res za videti, ker je norasta. A glavno, poj pa ta ples je kar je meni všeč, že spet je ples tako kot enka, spet je to mal, pa še ta moment, ko v bistvu bifu leti težit, ne, že spet teži resno z umorom, ne, v smislu, pa kar je meni dobra fora in to sem si tudi ne zapomnil za res, ampak ker sem videl, to je pa res, se spomnim, da mi je že takrat bilo všeč, ko mu reče, Dok, ti si pa zgodan, ne? Ne, na zadnje, ko sem enega s to pištolo ustrelil, je 2 dni rabo, da je skrvavel do konca. V ponedeljek boš umrl, ne, je tako, ok, ne. In potem tle Marti v resnici zdaj, še ta jeza, ki so jo v bistvu pripeljali v drugem filmu, v prvem tega ni bilo toliko, ne, se že spet malo pokaže in se tukaj v bistvu zaplete z bifom v dvoboj. Že prej nas spomnajo, kar reče un s tem pištolam, kao, lete to sprobat, ne, in on gre in seveda kao, tu bi še otrok zno, te je strah, da, ne, in nastrela, tako kot v dvojki v uni videoigri, se vidi, pač ne, kje si se to naučil, 7-Eleven. Ker dober joke. Ja. In pa tle se zaplete tudi še ta frisbee, ne, vrže, in tle je spet super, ko se poigravajo z jezikom, s frazami, ne. Ko vidi tisti, ki piše frisbee, ne, in dejansko je bila to fora, da so se na eni univerzi začeli te pladne zapite podajati in potem je ime frisbee prišel. Ne. Okay. Zanimivo. In kar je, far out. Ne, in tako gleda, se čist raven. Ti taki majhni dragulčki, in tudi pol, Ka Bifu reče, ne. Ka Bif reče, kako je že imel, I'll shut you down like a duck. Dog? Ne, zanimiv je, ker je Marti, tako, glih, toliko so mu odvzeli glavno vlogo, kot je bilo treba. Ja. Še zmeraj je ta glaven protagonist, ampak se vidi, da je zdaj to res ensemble, ne. In tukaj na ples se to zelo vidi, ker na začetku on sploh ni v igri, potem pa če leti z Bifom, zdaj so pa streljala, ampak pol on kao že malo to dozorevanje, ne, se naj uženal, ne. Ja. Mi dava že šla in sem res, ampak vem, da se on zakvapa in pa se spomnim. Če bom imel vlak zamudo, ne, ali so to slovenske železnice mogoče? Ja, ampak, potem je pa, povej. Še ta debat sem je super, ker se ona dva prav, se vidimo v ponedeljek ob 7, jaz se ubijam pred fruštkom. Marti, se vidimo ob 8, jaz ubijam po fruštku in pol dobi sponzorski revolver. To mi je pa tako dobro. Mi ti damo tle sponzorski revolver, prav, ampak če ga zgubiš, ga pozamem nazaj. Tako, ne zgubiš, če si mrtev, ga pač ozamem, ne. Ti si res, ti si preveč. To je influencer dejansko, ne, pa vsi smo postavili si se mu naprej. Dejansko se tudi vidi, kako ga mesto potem, ne, postavil si se po robu, med dogu in... pa niso omenila ravnatla, poševnica maršala, ne. Strickland s čupo, ampak klobukom. Tako da je Schrödingerjeva čupa je to. Schrödingerjeva čupa. Ne veš. No, da ima sam te prstrani toliko dolgo spoščene. Kar se mi zdi tudi dosti genius, da nekako ohranijo, veš, ta joke iz enke in dvojke. Ne? Tako da, kar ok, no, tudi super izpade, kot nek pač ta maršal, ne? To so bili federal, so te niso lokalni šerifi, ampak so za celo Ameriko bili, čeprav razumem. Ne? Pa je pa ta pitje od Doka, ne, prej še romantiko pod luno, kjer imamo spet tega Žila Verna, in vse razlage, kako je prihodnost. Ti si tudi bral uno knjigo, jaz sem jo bral kot otrok. Kako? Sem se počutil kot otrok. Ampak to si rekel ful dobre, ker so pač Verna noter dajali in je pač, ker je ona tudi fenica
njej da podlago, da ni tako, kaj ti govoriš. A veš, da je to že nekako v zeitgeistu, saj za njo, kar se tudi zdi. Kaj je v zeitgeistu? Si rekel zeitgeistu. A zeitgeist? Zajt si rekel, z-jem. Ja, pa se nemško? Zeit. Zdaj kot se izgovori. Jaz sem mislil, da sem rekel zeitgeist. Ne, rekel si zeitgeist. Ne, bom pol poslušal, ne bom. Marie Curie. Marie Curie. In pa imamo zdaj to fruštak mašino, ki so jo že prej omenjala, pa imamo tega taxi driverja. Ja. Uporaba. Talking to me? You talking to me? Pa tudi pol ta oprava, ki zgleda kot Clint Eastwood. Clint Eastwood. To pika. Pončo, ja. Super, res dober, ti špagetijo, iz Leoneta. In Toten Grobar, ki vleti. Ta lik mora biti, če hočeš dober western. Ja. Zdaj bomo videli, kaj ljudje obot, bo čez poletje gledal westerne, bojo imeli neke specialke, tako da prosim, če ne bojo v vsakem filmu omenili, kdo je Toten Grobar, prosim, da jim pošljete uradno pritožbo. Veš, kaj mi je všeč? Všeč mi je, ker prvo pride za rekac. Ja. Prvo prije za rekac. Pa vice, to je pogrebna obleka. Ampak on ne šteka. Ampak jaz ne rabim, vse sem oblečen. V redu je. Pa ga pride, pa ga mer. Ne bom obleken, to ni za obleko, to je za karsto. Izjemen joke. Izjemno, to je res dobro. Model ima to faco, res je prav. Nik ta detached. Ne, ti si top. To je. Res je dobro. Ti tam mehni, regučki, in pa imaš pa že uno, kaj prav, ne, boš v prihodnosti. Kaj sem jaz naredil v prihodnosti? Ne, že to, ampak on pravi, jaz bom ostal, prav se čakaj, srce, ali razum, tudi, veš, lepo pelejo, in pol gre, jaz moram, se grem posloviti od Klare in jasno, oni pove resnico in ona, pač raj bi mi si povedal direkt, jasno, tukaj se pa zdaj vita, kao, pač reč mi, da me ne ljubiš in klofuta, in polja to, pač prizor, kjer se ga doktor ucuri. Pa dobro je, ker mu točno napovejo, kdaj bo skap padel in potem že Marti uleti, oj bog, kje pa si, mora iti in spije ta zadenga in sam pade. Pa ne ta zadenga. Ne ta zadenga. To mi je tudi super joke, ki pokaže, ker celo noč on tam, koliko jih izbe, ne, benga, tega še drži. To je tako genialno. Edinega. Ko ne reče, ne pic, spomnim se, kaj je bilo 4. julija. Tako. Referenca na danes. In ne veš, kaj je bilo, itak ti ful si v glavi narišeš, kaj bo, pa vidiš, enega in se bum pade dol in pol wake up juice. To je tako kot grog iz Monkey Islanda. Ampak je ful je dober, ker je vse je to, ker je v kontekstu westerna vse malo umazan, vse malo gabno. Že tista voda, ki Marti pride, to sem pozabil reči, a boš malo vode, pa mu natoč vodo, veš, Seamus, čisto na začetku, pa mu da nek brozgo. Tako, okej. Tako, malte, mislim, res so se kar zvesto držali vsega tega, ni nekih bližnjic, kar se meni dosti dopade, resnično. Pa že v bistvu leti, pač temen, pač Beef leti in imamo en tak prvo mini shootout, ko ona dva bežita, kjer je seveda tudi obvezno sodi vode, ki so tam posod, I guess. Pa prej tudi že, ko mu reče, I forfeit, pač predam se. Kako se ne more? In tleka balka mu šteje ven, je genialna, tako, pogledaj in tišina in ne veš, kaj bo. A je seven, ne. Ja, pa on reče, kjer je naslednja, kjer je naslednja številka, prav tako, kjer je naslednja številka. Najboljši lik v tem filmu. Z lahkoto Beef, najboljši lik. Pa ta mini shootout mi bo res všeč, pol pa super narejen, kako si on naredi pač ta jopič, prebojni. Kar je isto kot Clint Eastwood. Isto kot Clint Eastwood. Pa všeč mi... Dog v enki. Ja, tudi v bistvu. Ja, viš, to sem pozabil. Ja. Kvaljda, misliš, da umre tam, ne? Ja, viš, to sem pa čist. Lepa, cool. In nora, mislim, high noon, spopad ni bil high noon, ker before breakfast, after breakfast, ampak tudi to, kar hočeš... Makedonski film za Oscarja, tudi to, kar hočeš od westerna, pa seveda Beef in Manure, že spet v igri. Seveda prej še razbija na grobnik? Ja, tako, da se res ve, da to je to, ampak... In pa v konjske fige. Konjske fige, preveč dobro. Jaz sem pa šel gledati, te konjske fige so naredili iz briketkov,
iz suhih briketov s konjsko hrano. Ja, in pa ne vem, da je kdo komentira, rekel, unke efekte, pač to je pač to, kar gre not pride, vam pa tle ni razlika, vse isto zgleda. Pa neš, kam je dobro. Dobro mi je tudi ta fora, on, ki ven pride iz tega, kako ven plune te konjske, tako neki ven, ti si tako gabno. Ti si tako gabno. Ampak kar je pol fajn pri Back to the Future, ker ta spopad v resnici ni tisto, kar je ta velika reč v teh filmih, ne, ampak je samo na poti, samo prepreka in pa je pa vlak. Ja. Pa je pa vlak. Claire je seveda še prej unka poslušal vzad zuno bodečo žico, ki jo prodaja. Ja. Tam, ki ga je unna govoril s to bodečo žico, jaz sem že tako malo kabo, a veš, bo kakšen ta prodajalec kačega olja mogoče najprej. Legitimni mali podjetnik. Ja. Evan, ki se trudi, hustler je. Kako se že temu reče, obrambni zaščitnik, kako se že te bodeče žici reče po slovenskem političnem Tehnična ovira. Tehnična ovira SP. Tehnična ovira SP, ja. Tako je. Pa ona tam zve, seveda, na vlaku, ima pa res rad, moj bog. In pa najde modelček. In piše Time Machine, ker to je dokaz. Modelček, na katerem piše Time Machine. Ampak glej, realno gledam, vsaj tok, ali je model Ibel nor, ali pa neki je na tem. Tako da čisto ok, v resnici. Pa je pa cela ta sekvenca na vlaku, ki je tudi zelo tak western, kaj se dogaja, Buster Keaton scene. Lepo adrenalinsko, dejansko. Super, pa zelo razumljiv. Zelo fucking razumljiv, kaj se dogaja. On je tam, on gre naprej, ta je vzad, vrže polena not, barvni dimi, una pleza, jo ne slišim. Potegne, ker on prej, to sem vedno hotel narediti, veš. Vse štima v tej sceni, res. To pa potem... Pa Hoverboard se mi zdi, pa ki ga je res že spet na začetku, da ga je sabo vzel. Pa pol res, ki zgine, pač takrat, ko more. Da je že spet tam smo strelo lovili, veš, ko zmeraj je neka ta fora, klej isto izpade, pa potem, si napisal Eastwood Ravine. Ja. Kaj se vidi, ne, se pravi, to je... Klej je umrl, se pravi, ni več Clara Ravina, kako je bilo, ne? Po primku ni bilo. Kakorkoli, ja. Ampak tukaj je mogoče še ena stvar, ki smo jo spustila. Tukaj, ko pride aretirat Tenana, ne? Ni Strickland, ampak en drug. Je pa vora zakaj? Zato, ker so posneli, kako on ubije Stricklanda. In je bilo tu heavy. In so rekli, da je to preveč, in zato tudi Polka reče, zakaj ga aretirajo, gre kader stran, da se ne vidi, ker so morali na novo posnet uno izjavo, pač zaradi ropa, tiste kočije. Pač drugače pa ne bi ga pač zato, in so rekli, ne, mogoče, in to je super. Super, se strinjam. Ne more Strickland, kva, ste nori. Schrödingerjeva čupa, forever. In tukaj Polka pride v sedanjost, ki točno veš, ki se pele in vidiš in stojijo. In tako, spet je ti veš, kaj se bo zgodilo. Pa nor razčefuka avta. Ja. Ful dobro razpade, ne? Ki ga vlak povoz prav. Pa še tako razpade, da gre vlak kar naprej, kar se mi tudi zdi dosti gledalo. Ja, to je bil tam. Ni se ustavil. Povozil sem DeLoreana, razpadel je. Jaz imam šiht, prijatelj, jaz moram tole pelati. Pejmo. Še en dokaz, da to niso slovenske železnice. In pol mi je pa top, ker gre dam, bif mu lošči uno Toyoto, ker je res dob, tisti džip je res lep. Pa potem, ker gre po Jennifer, ki je na tisti verandi, ki si tako, v katerem filmu je že to, ne? Vse je dvojka, ampak vse je res dober, res dober. Pa všeč mi je ta fora, ne, ker njej dajo ta avt, da je ona zdaj inonit. Ona ni več, to sem sanjala. Se mi zdi, to je bilo tudi mene malo zmeraj motilo. Zdaj boste pa njo imeli kot nek tak čist pasivno, ki je okol prenašal. Ona dva ne bi bila pa to neka velika ljubezana. In se mi zdi, da je prav, da ona ve, da ona ve, da je to iskreno, pa gre sta tudi seveda skupaj, pride dog z fancy vlakom. Prej imamo še to, ki ga Needle izzove. Ti si super. Ampak jaz sem tudi recimo čist pozabil, da se je on poškodoval in zato ni imel pa rock'n'roll karijere. Genius. Genialno.
genialno in listek, ki ga je imel neodpuščen si, ki bo v prihodnosti zgine dol. Kar pomeni, lahko obdržiš šiht, lahko pa sploh ni imel tega šihta, ker... Ne, zato, ker je nekaj čist drugega. V muski, hara v muski. Ja. Marti hara v muski. In pa pride ta lokomotiva. Ja. Kaj moram reči, da že spet presenetljivo praktični in CGI efekti. Ne, tole se mi zdi, da je najboljši ta kombinacija efektov, kar smo jih imeli. Kaj prav vidiš, da na začetku, ko se pospravljajo koluti, pa to je vse praktično, pol pa šele leti. Pa všeč mi je tudi ta, v bistvu, kako bi rekel, zelo Back to the Future, ko pač poleti vate, pa zgine, ne v kino. To se mi zdi res cool fora, ker se mi zdi, da bi jo lahko še kdo kdaj uporabil. Tako da, to si ful dobro napisal, to sem tudi iskal to omeniti, ker reče, are you going back to the future, pa ne, I've already been there. Tam sem že bil, Anna, Claire, dva otroka, Žil pa Vern, to je tudi... Genialno. In pa tako prav, ne, kaj to pomeni, ne, kar si v list bisel, prav vajna prihodnost še ni napisala. To sem tudi zdi super. Pusti odprto, da še vedno se bodo te ljudje videvali, ker pač ne, Doc ni obtičal v preteklosti, ona dva sta prazen list pred sabo. Mislim, jaz sem Star Wars originalna trilogija, se tako lepo ne poklop, kaj je trojka tako weird, recimo. Klepa vse štima, ne. Tako da, res, mislim, da dvojka vse en dvigne ta enka in trojka, tako, ker je preveč... Pomaga, to je tako, kar narediš, recimo, to je ta v stand-upu, to je ena stvar, tudi kaj bereš, pač, ko se začneš delati, pač kako se staviti set. Ti daš material v 3. A, B, C. A je najmočnejši material, B je srednjo močen material, C je polno, pač še zmeraj dobro, ampak najšibkejša. Začneš z B-jem, se pravi, da dobiš pa greš na C, ki so že vse, končaš pa z A-jem na boom. In tle je isto, tako, se pravi, enka pa trojka. Če bi bila dvojka, na konc bi bil drugačen feeling. Če bi bilo tako. Tukaj je pa pozitiven konc, pustite, cool je bilo tudi ok, splača se pol leta čakati na drug del, verjeten. Pa dejansko je, koliko je genijalen naslov Back to the Future, ki vedno deluje. Ja. Vedno je to, ne? Vedno je, ni vedno treba, štima. da noter Dokova vrnitev ali pa Beef se vrača. Back to the Future 3, Wild West. The Tenon Menace. The Tenon Menace. To je bila ta trilogija, zdaj pa jaz bom executive decision naredil, samo zato, da ga bova najdla, to bova mogla nekje najdeti. Pogledala ga bova, samo zato, da narediva že spet neki en ološ in bova dejansko pogledala, ta prvi American Ninja bova pogledala. Okay. Pogledala ga bova, najbrž bo to krajša epizoda, ker jaz mislim, da ta film se je zelo slabo postaral. Slab film. Lahko pa skombinirava. Kaj pa če narediva double bill? American Ninja, pa Beverly Hills Ninja. Ne, ti si lahko enkrat, ko Farrelly lahko enkrat ekstra delava. Super. Ko Farrelly mislim, da si zasluži proper epizodo, ampak da ga pogledate, če niste gledali in če ne veste, kdo je Michael Dudikoff, nehajte poslušati ta podcast. To je, se pravi, American Ninja. Pište Anžetu, jaz ne vem, kdo je Michael Dudikoff in Anže vam bo vrnil vso vašo podporo za 2 leta nazaj. Ne vračam podpore, še vzel vam bom, če ne veste, kdo je Michael Dudikoff. Dvojno vam bomo računali, za nazaj bomo trgali vse. Dobili boste položnico. V glavnem, to veste, kaj gledamo naslednjič, sicer pa se pravi aparatus.si pošiljnica podpri. Obstaja tudi aparatus.si pošiljnica vprašaj glave. Dajte še kakšno oceno v Apple Podcast oziroma v Spotify, pa pridite v Discord. Zdaj bo pa obritek, se temu reče, kjer zadnje čase midva predlagava stvari, ki jih gledava, bereva, piševa. Tako je. Potem pa v jeseni pa potem nov koncept, pa obritka. Ne vem, to nisi meni nič povedal. Jaz tudi ne vem, ampak nov koncept bo. V glavnem, hvala, ker ste poslušali, zdaj pa še krajcari pa goldinari, zdaj bo nek fejdal. Ajde, čau. Evo, pa obritek. Jej.